and I didn't understand that you were not one, and I can't wait to see you again. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Dober dan, Nova Gorica, pozdravljeni vsi, ki so ustvarjate praznik obrtnikov in podjetnikov, tistih, ki znajo zavihati rokave in nas opomniti, kako pomembno je zaupati lokalnemu. Skupaj zmoremo več in boljše, je prepričan tudi predsednik območno-obrtne podjetniške zbornice Nova Gorica, gospod Zoran Simčič, ki ga vabim k besedi. Torej, en aplavz prosim za obrtnike in podjetnike novogoriške zbornice, ki letos prvič organizirajo festival, na katerem vas zdaj le pozdravlja predsednik zbornice. Obrtniki, podjetnik, športniki, ste se danes zbrali tukaj na tem čudovitem trgu. No, to dogajanje prav podpira tudi mestna občina Nova Gorica v pomenu dobrega sodelovanja med lokalno skupnostjo in vami, spoštovani podjetniki. Pozdravlja spregovoril novogoriški župan Matej Arčon, ki je zagotovo zadovoljen, da se v centru Novi Gorici pa tudi okolici dogaja veliko. In če kdaj, je zagotovo september bogat številnimi dogodki. Ja, dober dan, vrošče pred imenu mestne občine Nova Gorica. Poleg naskan je verjetno meni takoj zanimiv najtopleje, da dobro plujemo in da je to sodelovanje samo plod razumevanja drug drugega. Danes ta dan ne namenjen samo podjetnikom, obrtnikom, ampak tudi drugim športnim klubom, kot so tudi nogometaši. In kar se mi zdi zelo pomembno je, da si drug drugemu zaupamo, da verjamemo, da je zaklad se skriva doma. Da ni povezano vse z denarjem, dokazuje tudi prvo mesto članske ekipe nogometnega društva Gorica, ki so fantje dokazali, da je srce na prvem mestu pred denarjem. Ampak tudi šport je seveda odvisen od gospodarstva, zato je to sodelovanje
toliko pomembno in zelo vesel, da se to dogaja danes tukaj v Novi Gorici in tudi, da je sam predsednik potrdil, da bo to tradicionalno in da se bomo tukaj srečevali, da se bomo povezovali in da se bomo zaupali drugemu. Hvala lepa in seveda sledite še ostalim dogodkom, ki se bojo v naslednjih dneh in tednih odvili v praznika mestne občine Nova Gorica. Srečno! Tam pa dogajanje doma na Goriškem, kjer imamo poleg ostalega, kot smo slišali že v nagovoru župana, tudi odlične športnike. Borijo naši vse do zadnjega, fašista smo pregnali, vsakega nasprotnika napolnimo z rafali. Zdaj je čas, povzdignimo svoj glas. Naj se sliši preko meje, naj odmeva do neba. Mi smo iz Gorice, tu je šampion doma. Naj se sliši preko meje, naj odmeva do neba. Ja, več kot očitno je, kdo bo z nami v nadaljevanju. Dobrodošlico kličem nogometnemu društvu Gorica. En aplavz, mali svupci so z nami. Mladogoriški nogometaši nadaljujejo z odličnimi igrami in rezultati. Povzpeli smo jih in so se na sam vrh lestvice, letos že s 5 zmagami. Danes bodo v spredju njihovi nasledniki. Pridružila se nam je in se nam še v okrog 200 otrok, ki se uči veščin, seveda nogometnih veščin, nogometni šoli nogometnega društva Gorica. En aplavz, spoštovana publika, za naše mlade nogometaše, ki se danes predstavljajo tule v centru Nove Gorice. Zagotovo tudi oni zaupajo lokalnemu, zaupajo dogajanju tule naših obrtnikov in podjetnikov. Ne vem, kaj se dogaja. Jaz ne poznam čisto vsega, kar se nogometa tiče, kar boste verjetno ugotovili tudi v nadaljevanju, ampak Rospa je pa tisti, ki obvlada nogomet in zdajle. Gospod, jaz sem hotel še povedati, da je od malih nog zapisan k nogometu, da ga je igral, ko v Novi Gorici sploh še ni bilo igrišče in da dejansko je brcel žogo v Solkanu in Šempetru, da mu je dal ogromno v življenju in rekel mi je, dajte mladina uživati v vsakem dotiku žogo in zapomnite si nogometni način življenja. Hvala za te besede, aplavz tem besedam, absolutno, hvala lepa gospod. Edino, Martina, zdaj malo smo tako v eni zagati, mislim, da v našem klubu vedno poskrbimo, da mladina ve, da je treba spoštovati ljudi, ki so prehodili določeno pot v življenju. Jaz predlagam, da poskrbimo za gospoda in da se ga udobno namesti. Ja, ampak jaz mislim, da bomo potrebovali kakšen stol, ne? A lahko kdo pomaga, prosim? Ja, dajmo tako to zorganizirati. Matej Rožič Mavrič, bivši nogometni reprezentant, akter in akter današnjega kluba seveda in Sebastian Komel, direktor kluba, hvala za pomoč, mislim, da je to prava Ne vem, če je gesta. ravno najboljša izbira sonce, ampak bomo pohiteli, kajti zagotovo bo vesel, če bo slišal, kaj se dogaja v Novi Gorici, kar se nogometne šole tiče. Jaz te pa prosim, če ostaneš z mano in namreč ti se spoznaš na nogomet, razumeš ta jezik, očitno dobro ti gre in bi te prosila, kot se temu reče, če mi daš eno roko, skupaj bova predstavila nogometno šolo, mladince, ki sedijo tule in kako pač zelo pomembno je poudariti, kaj je tisto, kar dela Novo Gorico tako nogometno. Glede na to, da ti piše tule smukec in da se ukvarjaš s tistimi najmanjšimi, da jih pravzaprav je tvoje delo uvertura v njihovo morebitno nogometno pot, boš zagotovo znal odgovoriti na tole vprašanje. Ja, smukci, bom rekel, so vstopnica v to čudovito nogometno šolo. Smukci so namenjeni predšolskim otrokom, Martina, kjer se spoznavamo z nogometno igro, se zabavamo in na nek način se poskuša priživiti otrokom pozitivno odnos do gibanja. Ko enkrat prestopijo ta korak, pa postanejo del te celotne zgodbe, katero mislim, da se
se bom v naslednjih minutah to predstavljal. Ja, menda je 11 selekcij in prav je, da jih predstaviva, kaj ne? Začenši z U8 in U9. Rospa, kdo je trener? Se pravi najprej U8, U9. Kje ste fantje? Dajmo! Nogometaši so hitri, so drzni, ustvarjajo dogajanje tudi na Belkovem trgu, ne samo na zelenici oziroma v športnem parku, torej U8 in U9. Naj se sliši preko meje, naj opeva do neba. Mi smo iz Gorice, tu je šampion doma. Torej pripravi pa naj se selekciji U10 in U11, trener. Matej Može! Pesem naj odmeva tja do Triglava, kjer se Soča hladna bije, tam Primorci smo doma, kjer se sladko vino pije, tam se nogomet igra, Sabotin nebo se bija in pozdravlja širni svet, mi pa vrtnice goriške zacvetele bomo spet. Modro bela se zastala bije za najboljše. Želim se pripravljeni drugi, da se nam predstavijo U12, U13, ajde temo, U12, U13, a bomo vrtali, a bomo skakali, a bomo tekali na odar, gremo, torej, selekciji U12 in U13, mi pa za kažem spodbudimo tudi zlate učenja početimo. Torej, kdo je trener te selekcije oziroma U12 U13 selekcije? Za selekcijo U12 skrbi Matej Kralj, za selekcijo U13 pa Ivanovič in Ozirek. Bela se zastava bije za najboljši klub, pravi najteran se pije za novogoriški up. Hit Gorica je ime, ki v srcu nosimo ga vsi, naj zato se tu navija, naj se tukaj veseli. Hurra, hurra, pesem naj odmeva tja do Triglava. Hurra, hurra, z nami naj zapoje vsa Slovenija. In za 13-ice, seveda 14-ica, fantje so že pripravljeni, da se nam predstavijo. Fantje s trenerjem. Roko Vrener! Rok Vrener, dobrodošli na festivalu Berlin podjetništva. Gre za selekcijo, katera se maksimalno pripravlja na nastop v najvišjem nacionalnem rangu tekmovanja. Velika pozornost trenerjev je v pripravi na višje, bolj zahtevne, tako trenažne, kot tudi tekmovalne nastope. Ekipa tako predvsem sedaj predstavljene še nastopa v medobčinski nogometni zvezi. Cilj pa, vse veste, doseganje najvišjih rezultatov. Pesem naj odmeva tja do Triglava. Hurra, hurra, z nami naj zapoje vsa Slovenija. Hurra, hurra, pesem naj odmeva tja do Triglava. Odlično, fantje, vztrajajte še naprej in naj vas ta pot pelje do vrha. Vsa Slovenija, hej! Hurra, pesem naj odmeva tja do Triglava. Kjer se Soča hladna bije, tam Primorci smo doma, kjer se sladko vino pije, tam se nogomet igra, Sabotin nebo se bija in pozdravlja širni svet, mi pa vrtnice goriške Odlično, zaploskajmo jim. Zdajle se nam bodo pridružili fantje selekcije U15. Gre za prvo selekcijo, tako kot vse nadaljne, katere bomo še predstavili danes, ki že nastopa v najvišjem rangu nacionalnega tekmovanja prve slovenske nogometne lige. Proces treninga je na najvišjem možnem nivoju, priključujejo se že dodatni trenerji za trening kondicije,
tehnike in fitnesa. Kdo je trener, pa nam bo povedal Rosco. Za to selekcijo skrbita dva stalna trenerja, in sicer prvi, bo rekel dokaj uveljavljeni trener, ki že vrsto let poučuje v našem okolju, Tomaž Winkler, in asistent mu je Matej Meze. Torej U15, zdajle pred našimi očmi. Ja, zagotovo tile mali nogometaši že imajo morda kakšnega vzornika tudi med temi. A bomo zaploskali, fantje? Odlično vam to gre, verjamem, da je vroče, ampak kljub temu za kolege je potrebno poskrbeti. En aplavz torej za selekcijo U15. Hurra, hurra, pesem naj obeva tja do Triglava. Hurra, hurra, z nami naj zapoje vsa Slovenija. Odlično, fantje, hvala lepa za tole predstavitev. Selekcija U17, kje smo? Aha, že prihajajo bližje. Tudi ta selekcija se nam bo predstavila, selekcija, ki združuje že najboljše igralce v regiji, saj Nogometno društvo Gorica edini klub v regiji, kateri nastopa v prvi slovenski kadetski ligi. Proces treninga in tekmovanja je zelo specifičen in zahteva izjemno podporo vseh udeleženih, torej vodstva, trenerjev, igralcev in tudi staršev. Kdo je trener? Za naše kadete selekcijo U17, bom rekel, s to sezono dalje se ukvarja Peter Fabian, sedaj je poučeval v našem, bom rekel, sosedskem prijateljskem klubu iz Bil, asistira mu pa Rok Rener. Zapoje vsa Slovenija, hurra, hurra, pesem naj odmeva tja do Triglava. Hurra, hurra, z nami naj zapoje vsa Slovenija. Kot vidite, gre že za malo večje fante, bom rekel, tudi prostorska stiska se za take fante tukaj pojavi, zato smo se odločili, da demonstrirajo tehnični element, žongliranje, bom rekel, na nek način abeceda nogometa. Naši kadeti seveda znajo zelo dobro žonglirati, kar se tudi pritiče enemu fantu, kateri igra v prvi slovenski kadetski ligi. No. Imamo še eno selekcijo, Rosco, ampak mene, predno jo predstaviva, vendarle skrbi tisti gospod tamle na stolu. Misliš, da je vse okej? Je vsem ci? Wow, a mi boste zaploskali? Wow! Mi pa bomo zdaj z aplavzom na oder pospremili selekcijo U19. U19 je selekcija, kjer so igralci že dobro naučeni vseh potrebnih nogometnih veščin. Nekaj teh bomo videli tudi zdajle. Torej, selekcija U19, vabljeni bližje. Govorimo o potrebnih nogometnih veščinah, ki jih je potrebno združiti v eno in dvigniti na najvišji možni nastopni nivo. Veliko igralcev iz te selekcije se udeležuje treningov članske selekcije, motivacija vseh je na izredno visokem nivoju. Selekcija U19 seveda nastopa v najvišjem rangu tekmovanja in sicer v prvi slovenski mladinski ligi, kjer tvori sam vrh slovenskega nogometa in večkrat so tudi državni prvaki. Točno tako, gre za, bom rekel, vrh piramide nogometne šole Gorica. Na nek način je to zadnja stopnica oziroma zadnja stopnička v sami piramidi in na nek način tudi istočasno prva vstopna stopnička v člansko ekipo. Govorimo o res resnem nogometu.
Trenerja nažalost danes zaradi službenih obveznosti ni z nami, bi ga pa rad v imenu vseh lepo pozdravil. Renomirano ime je David Kanalec, kateremu asistira Peter Kočeva. Gremo, 19 selekcija z nami zdaj na nogometno društvo Gorica, pa v spredju ta hip našega festivala obrti podjetništva v Novi Gorici. Rad bi samo eno stvar dodal, všeč mi je vaja, katero so ravno kar demonstrirali, tudi tako opevana in slovita Barcelona, po koncu treninga večkrat se primejo igralci v krog za roke in žonglirajo. Na nek način se ustvarja neka posebna energija med igralci, med ekipo, ki je zelo pomembna v tekmovalnem športu, kjer je seveda ekipa v ospredju, po drugi strani pa se izpopolnjuje tehnično znanje, tako da en aplavz res za naše mladince. Hvala lepa, še močneje, jaz verjamem, da znate in zmorete, kljub temu, da nam je vsem skupaj nekoliko vroče, pa vendar zaploskati našim mladincem. Gremo z glasbo naprej. Hvala lepa za tole predstavitev. Ja, kdo drži vse te mladince, vso to mladež skupaj, pa boste spoznali in videli, ter tudi slišali v naslednjih minutah, kajti na oder vabim vodjo nogometne šole nogometnega društva Gorica Mikija Kondiča. Ploskamo, kar izvolite. Pozdravljeni vsi skupaj, malo manj gorenjskega naglasa, kar pomeni, da kakšno besedo radi požvemo oziroma pojemo. Bom prevajala. Boš prevajala, ok, veseli. Predvsem je to res velika čast in pa odgovornost za mene in za naše trenerje v nogometni šoli. Čast predvsem zaradi tega, ker nogometna šola ND Gorica je tradicionalna šola, ki je do sedaj v Sloveniji na tržišče plasirala že zelo lepo število vrhunskih igralcev, ki so pomembni tudi za evropski nogomet. Odgovornost predvsem pa do teh naših najmanjših, do otrok, do kluba, do staršev, do okolja. Odgovornost, kjer v mogoče zelo težkem in težavnem času, kjer moramo biti še bolj osredotočeni, še bolj ciljno usmerjeni, še več znanja je potrebno za dober trenažni proces in za vse, kar je potrebno za te otroke. V glavnem moram reči, da nogomet za te naše fante ni samo igra in pa zabava. Za njih je tako, kot je prej Rosko povedal, je to način življenja. Način življenja, kjer ne glede na vremenske razmere, dež, sonce, sneg, ne glede na to, ali so poškodovani, jih kaj boli ali ne glede na to, ali so bili rezervni igralci v prejšnjem vikendu, oni se odločijo in s trdo voljo pridejo popolnoma motivirani spet na trening. Tam garaško delajo svoj trening, se zabavajo, spoznavajo različnost ljudi, spoznavajo zabavo, so izredno motivirani. Tako da nogomet za njih je nekaj več, kot si mi lahko včasih tudi predstavljamo. Tako, dragi starši, v tem kratkem času sem spoznal, da ste opravili res zelo veliko in dobro delo. Namreč ti naši otroci so, oziroma vaši so izredno pozitivni, zelo kulturni otroci, z izjemnim pristopom in željo po velikih dosežkih v športu. Tako, najlepša hvala v imenu mene in trenerjev, hvala za vso podporo vseh vas, hvala, ker nam stojite ob strani in ker nam boste še vedno stali ob strani. Hvala lepa. Torej, vodja nogometne šole Miki Kondič, najlepša hvala. Zagotovo je tem fantom skupno še nekaj. Vztrajnost. Tako kot pravzaprav tudi v svetu obrtnikov in podjetnikov, vztrajnost in ja, še enkrat vztrajnost. Tako da, ja, skupne točke danes zagotovo vlečemo. Seveda, odnosi pravijo so lepilo, odnosi med vami, dragi mladinci, odnosi med štabom oziroma tistimi vodilnimi v klubu, ne nazadnje tudi odnosi med vami in vašimi navijači. Kaj je tisto, kar dela res Gorico tako pristno nogometno? Hvala za to vprašanje, se mi zdi tudi pravi moment, da se odgovori nanj.
Rekel bom tako, na prvem mestu zagotovo je prisotna ena velika kvaliteta, strokovnost in ena velikanska predavnost. Veseli me, da se je nekako nalezlo v našem okolju to, da je temelj vsega domači kader, pa ne si bo to kader na igrišču, ob igrišču ali pa v pisarnah. Na nek način se mi dozdeva, da je vsak dan klub v večjem sozvočju z lokalnim okoljem, kar ne gre za zanemariti. Predvsem pa bi rad eno stvar izpostavil Martina. Veliko obrtnikov danes je tudi aktualnih sponzorjev. Hvala. Menim, da se je ustvaril en tak konstruktiven odnos, vzajemen odnos med klubom in sponzorji, za kar se v imenu kluba lepo zahvaljujem. In bom rekel, da tudi to je en tak velik kamenček v mozaiku te uspešne zgodbe. Vsekakor pa so tle nenehno prisotni navijači Martina. Oni so prisotni v dobrem in slabem, v dežju in soncu. In zato prosim, da za nekaj trenutkov na pedestal dvignemo navijaško skupino, katera je bila ustanovljena leta 1991 in katera resnično stoji klubu ob strani. Govorimo o Terror Boysih Nove Gorice in zato prosim vse fante in dekleta, vključno z Dujkotom, seveda vodjo navijačev, da pridejo na oder. Vedno oni ploskajo za vas, sedaj dajmo obrniti vloge in naj bojo enkrat oni tisti vlogi, ko jim je namenjen aplavz. Dame in gospodje, Terror Boys Nova Gorica. Torej, pravzaprav to na nek način neko vrste presenečenje, ampak presenečen še ni konec. Pozdravljam še enkrat z aplavzom Terror Boyse, ki so zvesti navijači na tribunah. Seveda, kot rečeno, presenečen danes ni konec. Kaj je tisto, kar pravzaprav še pričakujete in pričakujemo? Glavno presenečenje prihaja sedaj na vrsto. Dejstvo je, da je celoten event namenjen temu, da se predstavi te mlade nogometaše. In prav za vas, mladi nogometaši, smo povabili medse vaše vzornike. Fante, kateri so v veliki meri odraščali v tem okolju in kateri so dokazali, da se s trdim delom daleč pride. Danes so prvi na lestvici prve slovenske nogometne lige, vendar istočasno bom rekel, trdno z nogami na tle. Dame in gospodje, spoštovani mladi nogometaši, spoštovana voditeljica, Terror Boysi, predstavili bomo člansko ekipo ND Gorica. Zaplavskamo, torej prihaja članska ekipa ND Gorica. Terror Boysi, ostanite kar z nami, malo prostora bomo sicer naredili tule na piedestalu, bi lahko rekli. Grega Sorčan je sicer danes odsoten, pa vendar en aplavz zanj, odsoten pa je zaradi reprezentančnih obveznosti, zato pa je z nami. Rekel bomo tudi Wilson, Todor Develjen odsoten, vendar pripravljen pa je Uroš Sencer. Številka 4, Škarabot Matija. Številka 6, Miha Gregorič. Številka 7, Kotnik Andrej. Številka 10, Miran Burgič. Številka 11, Arčon Sandi. 12-tica Uroš Likar. Številka 14, Kolenc Jaka. Takoj za njim 16-tica Rok Grudina. Številka 17 z nami, bomo pa povedali, da to služi povejama racije, pa zato. Matija Kavčič, 19-tica odsoten. Tako, Martina, hvala, ker si me popravlja. Z nami je 20-tica Žigon Deja. Tine Kavčič tudi odsoten zaradi reprezentančnih obveznosti, številka 23. Je pa zato tukaj številko 24 Kumar Jan. In številka 26 Ahmed Đukanović. In kapetan ekipe številka 27 Jogan Ale.
Šolka in Jani Curk, 29. Številka 30 Marinič Leo, ki je danes odsoten. Zato pa je Matija Bobantule, 42. Številka 54 Francozi Gianluca. Januš Štrukelj, 91. Številka 96 Tine Gode. Pomočnik trenerja Andrej Komac. Prvi na lesnici, hkrati pa trdo z nogami na tle. Na to mesto pa jih je pripeljalo izključno trdo in garaško delo, predvsem pa strokovno delo tima, katerega sedaj ni z nami, so pa to, kot je rekla Andrej Komac. tako, potem je pomočnik trenerja Simon Živec, Borut Mavrič, to je trener vratarjev, to je seveda glavni trener. Joran Srebrnič. Miran Srebrnič, ki ga ni danes, zato pa bomo k besedi povabili predsednika nogometnega društva, z nami je Hari Arčon. Leva, desna, ja, z moje desne. Hari Arčon, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Nova Gorica živi tudi danes v nogometu in z nogometom. Hvala, nogomet je številka 1 v športu, to je res. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, prvo bi se rad zahvalil organizatorju Obrtni zbornici za ta dogodek danes. Predvsem bi se rad zahvalil vsem podjetjem, podjetnikom, obrtnikom, ki so nas in nas podpirajo v tem projektu. Projekt, ki se imenuje Podpiram svoj lokalni klub. Da je to tako, je dokaz danes ta dogodek, da skupaj, kot je rekel moj predhodnik, predsednik Obrtne zbornice, da skupaj zmoremo več in bolje, je slogan, ki drži in beseda Podpiram svoj lokalni klub ima širši pomen. Predvsem je ključnega pomena to, da skupaj v tem lokalnem okolju podpiramo lokalno družbeno odgovornost do otrok in mladine, ki se udejstvujejo v športu, ne samo v nogometu, ampak tudi v ostalih športih. Kajti to je sigurno dodana vrednost v samem razvoju otrok in potem kasneje dodana vrednost, ki bo, če bomo poskrbeli za to, ostala v našem okolju in bo tako z družbenega kot tudi ekonomskega vidika imela svoje pozitivne rezultate. Tako da jaz se še enkrat zahvaljujem vsem, ki nas podpirajo, navijačem, sponzorjem, simpatizerjem, prijateljem in obenem se tudi zahvaljujem fantom, ki skrbijo, da podpirajo to vaš trud, da prinašate tako kot sponzor, kot podporniki kluba z to odgovornostjo do dresa, do grba in do samega okolja v Novi Gorici. Hvala lepa. Hvala tudi vam, Hari Arčon, ker ste kot tisto lepilo, o katerem smo prej govorili in držite vse niti tako rekoč v svojih rokah, o podpori seveda vseh, ki ste jih danes omenili. En aplavz torej.
tribunah, ko bomo navijali za člansko ekipo, pravzaprav spodbujamo lokalnost, spodbujamo pa tudi domače športnike, zato vedno znova dobrodošli v športnem parku Nova Gorica. Torej, hvala, Simon. Hvala Martina za povabilo. In naj živi športna, nogometna Nova Gorica! Lep pozdrav!